najpomembnejša je politična stabilnost Slovenije. In Nova Slovenija si prizadeva, da jo, kolikor je v naši možnosti, to tudi ohranja. Zato Nova Slovenija še vedno vztraja v tej vladi, ker menimo, da je ta vlada še vedno lahko učinkovita, ker še vedno lahko izvaja svoje naloge naprej. Predčasne volitve pravzaprav ne rešujejo veliko, morda tudi prav ničesar, kajti razmerje sil med desnimi in levimi bi verjetno ostalo približno enako, če bi ostali isti akterji na položajih, ki se sedaj ne morejo dogovoriti o rešitvah, bi se težko dogovorili tudi takrat po volitvah. Zato menimo, da se moramo dogovoriti, kako izpeljati tiste pomembne reforme, ki jih je nujno izpeljati v tem trenutku, od uveljavitve holdinga, slabe banke, delovnopravne zakonodaje, do sprememb na področju pravosodja in samo tako bomo omogočili, da bo tudi Slovenija lahko izpeljala vse tiste projekte, ki jih moramo nujno v tem času izpeljati. Od teh, ki sem naštela, potem je tukaj arbitražni sporazum, o katerem pač moramo se pogovarjati, potem ratifikacija pogodbe o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, finančna perspektiva, skratka vemo, da je vrsta projektov, ki so pred vrati in ki jih neko brezvladje ne bi moglo uresničevati in bi zato nastala za Slovenijo velika škoda. Kar se pa tiče predlogov, ki jih je dal predsednik vlade glede spremembe volilnega sistema, seveda je tudi o tem potrebno razmišljati, razpravljati. Nova Slovenija ne podpira večinskega volilnega sistema, ki je v korist predvsem velikih strank. Vemo pa, da so pa nekatere spremembe glede volitev potrebne in seveda, ko bomo imeli predloge na mizi, bomo tudi o njih razpravljali, se odločali. Predvsem je pomembno to, da bi imeli volivci večji direkten vpliv na izbiro poslancev, ki ga pa sedaj skoraj da nimajo ali pa v zelo majhni meri. Sedaj sem pa na voljo za vaša morebitna vprašanja. Prosim. Ja. Torej, oba ministra državljanske liste sta bila danes na seji vlade, delata naprej, delala bosta toliko časa, dokler jih predsednik vlade ne bo zamenjal z drugimi, tako da ona opravljata svoje funkcije. Slišala sem izjave predsednika državljanske liste, da bojo konstruktivna opozicija in oba ministra sta v vladi dobro delala, tudi danes sem z njima govorila, pravita, da dokler pač je njuna dolžnost, bo ta še naprej opravljala svoje naloge, zato mislim, da ne bo prišlo do bistvenega zaostanka ali pa prekinitve tega procesa. Poglejte, do takrat je še nekaj časa, do takrat bo spet Desus odločal, v politiki se stvari zelo hitro spreminjajo, ne vem, kakšne bodo odločitve takrat, ampak vsak minister mora opravljati svojo nalogo toliko časa, dokler ni nadomestila z nekim drugim. Glejte, to je stvar predsednika vlade, to ni stvar Nove Slovenije, mi samo vztrajamo v tem, da je za Slovenijo potrebno, da je vlada operativna, učinkovita, ima vsa pooblastila zaenkrat, zato bomo mi toliko časa v njej delovali, dokler bomo menili, da je to smiselno, pametno, da vlada pač lahko upravlja svoje naloge.